En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Evo, četrtek ni glih točno v tej uri, ker mi pač ni uspelo, ampak vseeno, sem pa tukaj z vami. Imela sem čudovit dan, oziroma cel teden imam čudovit in dejansko se mi kar naprej nekaj dogaja, tako da zato sem malce pozna. Danes imam temo, to pomeni, to je tista četrta tema, ki bi se naj dogajala tudi, kar se tiče same akademije, in bom danes govorila o polnomočenju in o povezovanju. Zdaj pa zelo vesela bom, če mi boste karkoli pripisali, kako vi vidite, kaj za vas pomeni opolnomočenje in kaj pomeni povezovanje. Zdaj bom poskušala vam na kratko opisati en primer opolnomočenja in povezovanja. Vmes sem vam napisala 2 alineji zgoraj nad videom, kako pač jaz vidim in potem kako lahko gradite te iskrene odnose skozi komunikacijo. To pomeni, da ste čim bolj povezani in da ste opolnomočeni. In mogoče bom podelila en del zgodbe, ki se mi zdi tako čudovit k temu, kako lahko človek, kje človek potem začne sam se graditi. Včeraj se je to zgodilo. Včeraj smo imeli delavnico v Skazi z našimi zaposlenimi. In naši zaposleni, kar je normalno, čisto vsak, bom drugače začela. Ja. Koliko od vas rado sanja? Kje se vidi 2027, kje se vidi 2030? Koliko od vas je takih, dober večer, koliko od vas je takšnih, da znate malce sanjati in videti naprej, nekaj let naprej, kje boste. In sicer, če tega ne znate, potem je prvo pravilo, da mogoče si napišete sami pri sebi, kaj si želim v letu. Začnite vedno malce dlje, ne tako za 2 leti, 3 leta, zaradi tega, ker vam takoj daje nahrbtnika na kaj bom naredila, če bomo napisali za 2 leti, potem si že takoj date ruk za gor, na način, da rečete, oh my god, to moram delati, pa to moram delati, pa to moram delati. Ampak tako, da malo greste, malo dlje pogledati, malce naprej in vidite, kaj bi vi v resnici želeli leta 2030 oziroma kje bi želeli biti takrat. In ko to, pri nas je pač potekala delavnica in so naši mogli napisati, kje se vidijo leta 2030 in je bilo zelo zanimivo, da na začetku je pač to potekalo, da niso vsi takoj vedeli, kje. Ampak potem, ko so pa napisali, pa ko smo začeli govoriti o tem, da čisto vsak, ki ima nek določen cilj, lahko do tega cilja pride. Ampak pride na način, da začne se premikati. Ne moramo mi zdaj reči, mi bi radi postali to in potem čakamo, da bo to samo prišlo. Nažalost ne gre, res ne gre. Ampak ko mi začnemo govoriti o tem cilju, in zdaj vam bom podelila en plastičen primer, potem bom pa povedala, zakaj sem odprla povezovanje in opolnomočenje. Resnično se mi, neresnično, to je pač moje mnenje, da smo ljudje narejeni za to, da se pogovarjamo, da govorimo, da imamo iskreno komunikacijo in da edino skozi iskreno komunikacijo gradimo odnos. Ker če nimamo iskrene komunikacije, pomeni, da v resnici tudi ne govorimo resnice sebi. In če tega najprej ne znamo, potem priporočam, jaz imam vse posod velika ogledala, da stopite pred ogledalo in da najprej začnete sebi govoriti resnico. Se ne rabite najprej drugim, sebi povejte, kaj hočete, kje se vidite, tako, da se najprej odprete, zato, da vidite, da življenje je res takšno, kot si ga boste ne načrtovali, tako in tako je že zapisano. V vesolju je že zapisano, kakšna je vaša pot, ampak da boste lažje šli skozi domneve tiste, ki se noter v vas pojavljajo. A to zmorem? A bom dovolj dober za to? A vas bo strah, kaj bodo drugi rekli, če mi ne bo uspelo? In ko imate ta cilj napisan, je potem dosti lažje priti do tega cilja. In mislim, ali pa najprej še eno vprašanje bi vam pred tem postavila. Koliko v resnici se vi povezujete? Koliko vi sami koga opolnomočite ali koliko ljudi vas opolnomoči? Naj vam povem, da delodajalci smo kdaj tle
malce bosi, rečemo, na nek način redko kdo bo zaposleni delodajalca opolnomočil ali pa mu ga pohvalil, ampak se to zdi samo po sebi pomembno. In zato dostikrat prihaja pri delodajalcih, da so malce bolj nevoljni, malce jezni in potem to jezo izražajo na koga drugega. Ne? Ja, to lahko povem, da to se dogaja zaradi tega, ker zaposlene, kao vedno pravijo, vodja naj pohvali zaposlene, delodajalca pohvali vodjo, kdo pa pohvali delodajalca, kdo pa delodajalcu pove, ne vem, partnerji vedno mogoče tudi potem iščejo nižjo ceno in tako naprej. Kolikokrat vi koga pohvalite, kolikokrat se odprete za to, da v resnici lahko tudi pride neka pomoč do vas ali pa da pridete do nekega odgovora. Ok, da nam zdaj preveč filozofirala, to ne bi bil pič bi mogel biti v 3 minutah, bi vam mogla povedati, zakaj se gre. Včeraj, ko smo delali delavnico, je bilo zelo zanimivo, ker najprej niso imeli sanj, potem se pa ljudje odprejo v svojih sanjah. In ko se odprejo v sanjah, če ne naložijo si rukzaka, ne vem, da rečejo 2026, želim biti to in to, si odprejo in vidijo in lažje delijo. In ko lažje delijo, potem tudi povedo, jaz bi rad bil pa to, jaz bi rad bil pa to, jaz bi rad bil pa to. Zakaj? Zato, ker je to le neka doba, rečemo, 5 let in v teh 5 letih oseba že mogoče odpre in ko odpre, ima neko jasno sliko, nima megle. In iskreno, kako lepo je bilo videti moje sodelavce, ko so se odprli, ko so začeli govoriti in potem na ta način se naredi potem karierni načrt. Kaj boste naredili v 1. letu, kaj boste naredili v 2. letu, kaj boste naredili v 3. letu, kaj boste naredili v 4. letu, oziroma se ponavadi tako zgodi, da tudi, če mislimo, da hočemo postati vodja marketinga in če rečemo vodja marketinga, da hočemo postati 2030 ali pa direktor marketinga, karkoli pač. Če si postavite ta cilj, vam garantiram, da lahko da boste postali še prej. Vendar, to ne poteka čistko, da boste zdaj kar vi sami šli gor, vi rabite nova znanja, že morate v naslednjem letu biti mogoče malce bolj uspešni od ostalih, biti bolj samoiniciativni, sprejeti nekaj novih prijemov, kateri vam lahko pomagajo, da ste zaradi tega boljši. No in ko bi to videli, kako je to lepo, ko ljudje vidijo, da imajo priložnost rasti, da imajo priložnost, ker mogoče si to, kdo to odpre? Kdo to? Vizionarji, ja, zato ko vizionarji konstantno razmišljamo, kaj bi pa še to, kaj pa če niste vizionarji? Kaj če pa nimate tega noter vse, pa ste mogoče strategi, operativci dobri, da samo delujete na podlagi nalog, pa nažalost ne pridete do tega, da lahko vidite, kje ste. No, in prva točka se tle dogaja, to je prvo, kar sem hotela povedati, da najprej bodite iskreni do sebe. In ko boste iskreni do sebe, boste videli, kako lažje boste prišli do te poti. Kako lažje se vam bo ta pot zgodila, zato ker vas bo peljalo. In vmes se boste srečevali z domnevami, vašimi prepričanji, ki dejansko, tako kot sami veste, sem prepričana, da že, če me gledate, če me spremljate, ste že prebrali nešteto knjig, ali pa vsaj 1 ali pa 2, zdaj rečem nešteto, 1 ali 2 osebni rasti in veste, da človek, če v mislih misli, da lahko zboli, ker je premalo oblečen, zboli. Ali obratno, da če mu nekaj ne bo uspelo, mu tudi ne uspe, zato ko to potegne nase. Če pa imate mal daljšo časovno obdobje, se vam pa zgodi to, da v tem časovnem obdobju vi imate priložnost se učiti, biti mal drugačni, probati biti mal, 100 opcij je v tem, In ko najprej odprete do sebe komunikacijo, boste jo tudi odprli naprej. Jo boste odprli mogoče do vodje, do sodelavcev, do vseh ostalih. Evo, in zato je zelo pomembno, da znamo sebe opolnomočiti in tudi druge opolnomočiti. Povedati mu, v čem je dober, ker več, ko boste videli pri drugih dobrih stvari, naprimer, vi se odločite, da bi radi postali vodja marketinga, kar naenkrat se boste srečevali z ljudmi, ki so v marketingu, ki so kakorkoli deležni nekak marketinga.
In pol ga boste začeli, ga boste pohvalili, wow, kako si tole dobro naredil. In ko boste njega hvalili, pohvalili, kakorkoli njega, njo, se vam avtomatsko začne odpirati tudi to, da vi začnete govoriti, kako si pa ti to naredil, kako si pa to naredila, kaj pa delaš na tem področju, kaj pa na onem področju. In ko začnete to govoriti, prihaja do tega, da en drugega opolnomočite. In z opolnomočenjem, verjamte mi, da bi svet bil čisto drugačen, ne bi se iskalo slabih napak, slabih lastnosti. To govorim, pol več mi besede uhaja. Slabih lastnosti, ampak iščete dobre. In sploh več ne vidite pri ljudeh slabih. Prav zanimivo mi je, ne vem, kako je to pri vas, meni je izredno zanimivo, ko se srečujem z ljudmi, ko ne vidim, kaj žarijo, kako vse gre, vse bo šlo, vse se bo ja, pomožem nekako, ja, v redu, aha, kdaj pa bi to moglo biti. In srečate drugi tip ljudi, ki vse ne da se, vse je narobe, država, vlada, vse je narobe, kar obstaja, vse okolje je narobe, nič ni v redu, v svetu se nekaj dogaja, vse. In sami veste, da na to nič ne morete vplivati, čisto nič. Lahko vplivate samo na se, kako boste vi začeli razmišljati drugače, da se od vas ustvarjajo neke nove priložnosti. Ampak edino tako, če boste znali sanjati malce naprej, videti to malce naprej, kje se vidite, kaj si želite. In ko to, potem tudi začnete to opažati. Evo, to pomeni opolnomočenje. Ko vi se odprete, začnete opažati take ljudi in pol ga pohvalite, in pol on pohvali vas, vi sprejemate znanje in tem delate na opolnomočenju. To je tudi cilj na akademiji, da izredno veliko delamo na opolnomočenju. Ti to zmoreš, zakaj pa ne, če se kdo kaj ustraši. Ampak najprej treba biti iskren. Tukaj sem, ne vem kaj naj, a sanjam, ne, nimam sanj. Ja, v redu, super, dajmo narediti sanje. Druga zadeva, če vidimo, da je vse turobno, mračno, vemo, da to prihaja od nas. Zato, ker mislimo, da drugi morajo poskrbeti za to, da bomo mi srečni. Naj vam povem, če se bo to zgodilo, kdaj? Havš, teklele, odpiram se vesolju, da se to zgodi. To meni vse izhaja iz vas. In ta druga zadeva bomo zdaj povedali o povezovanju. To je o polnomočenju povezovanju. To je tudi močna tema. Jaz si predvsem želim, ko smo na akademiji, da punce res začutijo to povezanost med seboj in da vejo, da lahko marsikatera kaj ustvari skupaj. Presrečna sem, ko tudi vidim iz prve akademije, kako dosti delajo skupaj, se povezujejo, srečujejo, ena drugi pomagajo. Na vseh področjih, to meni na osebnem, na poslovnem področju. In ko prihaja do tega, to pomeni, da vas dviguje naprej. En sam nikoli nič ne more narediti. Ekipa dela. Zakaj so podjetja dosti bolj uspešna kot pa posamezniki? Ja, zaradi tega, ker več glav več ve. Naprimer, če sem jaz vizionar, obvezno potrebujem zraven sebe osebo, ki bo malce stratega. In strateg in vizionar potrebujeta nekoga, ki bo dober izvajalec. Potem rabimo še enega, ki bo analitičen, ki bo znal tudi pogledati, mogoče ta scenarij, on scenarij in tako naprej. In brez povezovanja ni napredka. In ko so naši na delavnici najprej govorili o tem, kje si želijo biti, in potem so pač imeli nalogo, vedno morajo vsak en drugega zbrati, pa malce podeliti. Pri nas v službi nimajo dobre odnose. Ja. Ampak Suzana najprej, evo to je dobro vprašanje, ki ga je tudi Suzana zdaj napisala. Najprej, to je pomembno, ki bi mogoče ga rada podelila, ko v službi niso dobri odnosi, se vedno vprašamo, kaj lahko jaz na tem primeru naredim, da pokažem, da sem zgled temu, da lahko obstajajo dobri odnosi. To pomeni, in najprej pogledamo, kaj bi mi lahko naredili za te odnose, da bi ta odnos bil drugačen. To pomeni, ali jaz prihajam v službo in sem odprta do drugih ljudi, sem nasmejana, ne vem, in ponujam pomoč, ali oni. In ko mi kažemo zgledom, to pomeni, da to, kar govorimo, to tudi živimo, potem avtomatsko prihaja do tega, da ljudi drugače že začnejo nam vračati to.
Če vam jaz dam nasmešek, jaz sem prepričana na drugi strani, da boste tudi vi meni dali nasmešek. Če vas jaz lepo pogledam, ok, mogoče me boste na začetku malce grdo gledali, ampak to je zato, ker je to del vas. Ampak čez čas, ko me nekaj časa gledate, verjamte mi, da tudi vi boste začeli lepo videti. Ko je nekdo hud na drugi strani in ste vi razpoloženi in mu ga potem vprašate, pa zakaj si tako slabe, pa zakaj vidiš vse tako slabo? In on vidi ta vaš prijazen, nežen obraz, se tudi on spremeni. Ok, rezime tega pogovora, da ne bom spet predolga. Slovenija je tako mala. In če v tem času, in če zdaj ne bomo naredili nekaj na tem, da se bomo odprli za te odnose, da ne bomo en drugega napadali, pa se bali govoriti iskreno, se bojo vedno večji mostovi ustvarjali. V resnici nas je pa malo več kot 2 milijona. In na tako majhno prebivalstvo, da še mi toliko v teh vrtičkov postavimo, kam bomo prišli? Kakšen zgled dajemo našim otrokom? Kaj našim otrokom govorimo s tem? Narejeni smo, mi smo čuječa bitja. Čuječa bitja so narejena za to, da se povezujejo, da se opolnomočijo. Če se spomnimo nazaj, po moje, tudi če ste kako knjigo brali, Hariri ali pa karkoli, kako se je gradila skupnost v teh plemenih. So se zbrali pri ognju in tam so reševali in izzive in tudi nekoga pohvalili, oziroma skupaj so ga nekako bodrili, da on to zmore. In ne vem, imeli so cel kup teh obredov, svojih obredov. In včasih pravim, da mogoče tisto, kar je bilo dobro, bi bilo dobro se vrniti nazaj na izvor in to ponovno začeti. Tako da, ko rečemo, pa nismo v redu, pa rečemo, da smo super, najhuje, ko najprej začnemo lagati sebi. Jaz, ko sem ranljiva, povem, da sem ranljiva in da sem ranjena, da me boli, da sem prizadeta, zaradi tega, ker takrat, ko vem, da se mi to zgodi, vem, da bom najhitreje, če bom to povedala, prišla do izziva, kaj se mi dogaja in potem, kaj lahko naredim, če ta izziv rešim. In če ne upamo sami se priznati, se skozi vrtimo v enem te istem vzorcu in pričakujemo nekih sprememb. Joe Dispenza je zelo lepo rekel in tudi, ker kadarkoli v svojih vseh videih, tudi naprimer, če knjige niste prebrali, lahko poslušate njegove videe, ker reče, če želite, da bo jutrišnji dan drugačen, ga začnite drugače. In to je isto tako. Če ste danes čutite, da ste na neki nulti točki, naprimer tam mi je zelo lepo napisala Suzana, da nimajo lepih odnosov. Če jutri želite, da bo ta odnos drugačen, vi bodite prvi, ki boste naredili nekaj na tem, da bo ta odnos drugačen. In vam garantiram, da se bo spremenilo. In ta tretja stvar, ki pač nisem jo danes dokaj se dotaknila, sem pa vseeno želela, da začnete spuščati kontrolo. Tudi če prije do kakršnekoli bolečine, spustite to, sprejmite to kot darilo in spustite, kajti življenje gre naprej. In to je nek proces, ki vas bo pripeljal na eno drugo stopničko, nekam drugam in sem treba se prepustiti temu. Tako da, dragi moji, življenje je lepo, seveda gremo skozi bolečine, tako kot je Kojc napisal, brez nekih trpljenj, zelo težko, da bomo prišli do nekih nagrad. In naj vam povem, da jaz pravim, ko me vpraša, kdaj bom pisala knjigo, sigurno jo bom pisala in bom takrat tudi v knjigi podelila. Veste, ko si nekje na nekem vrhu, večje, kot si, pa bolj, ko želiš, ko se odpreš, pa podeliš svoje bolečine ali pa svoje rane ali pa svoje slabe lastnosti, hitreje se najde kdo, ki te lahko prizadene. Ampak potem si rečeš, zdaj pa več ne bom. Ampak potem vidiš, da je to neka pot in da je to treba spustiti, da si nekaj iz te poti nekaj dobrega dobil, da boš nekaj iz tega boljšega naredil. In tega se bojimo. Bojimo se bolečin, bojimo se trpljenja, bojimo se biti prizadeti, ampak šele ko smo prizadeti, lahko rastemo. Dokler nismo prizadeti, ne moremo rasti, zato ker ne vidimo drugih priložnosti, ki nam prihajajo, ki se odpirajo. In vsakič, ko mislimo, da je, kako je pa zdaj hudo, pol vidimo, oh my god, to je zato dobro, ker se je to pa to zgodilo. Tako, en lep večer,
dovolite se povezovati, dovolite opolnomočiti najprej sebe, potem tudi druge. Če ne znate najprej sebe, opolnomočite najprej druge in pa boste videli, kako vi avtomatsko se vam to vrne. Tudi zelo opažam, da ljudje se ne znajo pohvaliti, ne znamo si reči, v čem smo dobri, ampak, veste, in potem pričakujemo, da nekdo drug vidi to v nas. Če mi to sami ne vemo, zelo težko bo to nekdo drug opazil. Lahko da opazi, ampak če vi mislite, da je to tako samoumevno, tudi ko bo opazil, ne boste znali to sprejeti. Ne boste takrat rekli, v redu, hvala. Ne? V resnici je pa dobro, da se zavedate, kdo ste, kaj počnete, in ko pride do tega, kaj je vaše poslanstvo, verjamete mi, tako hitro se bo odkrilo. Če si boste znali biti hvaležni, če boste znali sprejemati bolečino, spuščati kontrolo in se povezovati. V resnici, ko pa se povezujete, pa tako dejansko sebe opolnomočite, da vidite, oh moj God, to znam, ono znam, tle bi jaz sodeloval, in se vam cel kup novih projektov odpre. Ali projektov tako na osebnem področju, kot tudi na poslovnem področju. Želim vam en čudovit večer. Jaz bom čudovit vikend preživela z mojimi krasnimi ambasadorkami 4. generacije in prav veselim se, resnično, tako da. Hvala za vse.